Lep dober večer želim. Pričenjamo z 14. sejo občinskega sveta. Med nami bi pozdravil tudi predsednico nadzornega odbora, ravnatelja vrtca, predstavnike medijev in pa člane oziroma zaposlene na občinski upravi. Najprej bi predlagal, da pogledamo in potrdimo zapisnik zadnje seje, 13. seje, ki je bila 18. februarja v teh prostorih. Sprašujem, če je glede zapisnika 13. seje potrebna kakšna dopolnitev. Ugotavljam, da pripomb ni. Uvodoma sem pozabil upravičiti gospoda Ofentavška pa gospoda Založnika. Stane Frim je pa poslal sporočilo, da zna zamuditi, ker je na drugi seji kakšne pol ure, tako da verjamem, da se nam bo pridružil. Če ni pripomb, potem predlagam, da potrdimo zapisnik 13. seje. Kdo je za? Potrditev zapisnika. Hvala lepa, ugotavljam, da je zapisnik soglasno potrjen. Imamo pa tudi peto korespondenčno sejo z dne 3.3.2016 in tudi tu imamo zapisnik. Mimogrede, da spomnim, šlo je za sklep o izdaji mnenja o kandidatki za ravnateljico osnovne šole Loče in uvodoma jaz povem samo okoli zapisnika eno stvar, da je tule ta izjava, spodaj je verjetno pomotoma zapisano 4. je 5. seja. Imeli smo malo časovne stiske, kajti takoj po seji 18.2. smo dobili zaprosilo za izdajo mnenja in glede na to, da je bila seja predvidena za danes, v roku 20 dni pa bi morali dati mnenje, stališče, je tudi neracionalno, da bi sklicevali sejo. Itak je bila pa samo ena kandidatka, tako da je bolj kot ne šlo za formalizem. Če ste pogledali zapisniku, tudi piše, koliko je bilo za, se pravi 19 jih je poslalo izjave, od 23 18 je bilo za sprejem predlaganega dnevnega reda, eden je bil proti sprejemu predlaganega dnevnega reda, pri rezultatu glasovanja pa je glasovalo od 23 18 in vsi so bili za potrditev predlaganega sklepa, ki ga je oblikoval KVIAS. Torej, dali smo pozitivno mnenje kandidatki Metki Ambrož Bezenšek, dosedanji ravnateljici. Je potrebno kakšna dopolnitev, sprememba zapisnika? Ugotavljam, da pripomb ni in predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik 5. korespondenčne seje. Kdo je za? Hvala lepa. Tudi to je soglasno sprejeto, 20 prisotni, 20 za. Smo pri predlogu dnevnega reda. Dobili ste ga skupaj z vabilom, tokrat ima 10 točk in sprašujem, če je glede na predlagani dnevni red kakšna pripomba, sprememba, dopolnitev. Ugotavljam, da ni in predlagam občinskem svetu, da potrdi predlagani dnevni red za današnjo sejo v obliki, kot je napisano na vabilu. Kdo je za potrditev dnevnega reda? Hvala lepa, tudi ta predlagan oziroma dnevni red je soglasno sprejet. In smo opravili tiste uvodne formalnosti in prehajamo na vsebino, na prvo točko. To je predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za leto 2015. Uvodno predstavitev gradiva bo opravil ravnatelj vrtca gospod Tomaž Popovič. Hvala za besedo. Dober večer, spoštovani. V letnem poročilu, ki je bilo že predstavljeno na svetu vrtca Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za finance, je podrobno predstavljeno poslovno in računovodsko poročilo. Iz vsega zapisanega pa bi predstavil poglavitne točke
in sicer analizo poslovnega strokovnega delovanja vrtca in spoznavanje tega, analizo finančnega poslovanja vrtca ter uravnoteženje financ in pa sodelovanje s starši in delo na ogledu ter prepoznavnosti vrtca v kraju. Glede analize poslovno-strokovnega delovanja vrtca, vrtec deluje na 9 lokacijah, 5 enotah in 4 dislociranih oddelkih in je vključeval v juniju 2015 623 otrok, v septembru 2015 pa 578 otrok starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. Glavno poslanstvo našega vrtca je otrok s svojimi potrebami v interakciji z okoljem v sodobnem vrtcu, ki ima visoko ponudbo izbira, je odprt v okolje s kakovostno vzgojo, z vzgojiteljicami, ki so motivirane, ustvarjalne, strokovno avtonomne in odgovorne, ter so v partnerskem odnosu starši. Z namenom, da bi se to poslanstvo uresničevalo, se je v vrtcu izvajalo več aktivnosti, se pravi, imeli smo izobraževanja, ki smo jih izvajali na večjih ravneh za zaposlene, tako individualno kot skupno, in tudi za starše. Izvajalo se je vzgojno-izobraževalno delo v sklopu javnega veljavnega kurikula, kateremu smo namenili pri načrtovanju še posebno pozornost v zadnji četrtini leta. V sklopu načrta so bile realizirane tudi prioritetne naloge. Te so bile zgibanje dopolnjujoče se pismenosti, etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, zdravje in ekološko zaveščen način življenja ter promocija zdravja na delovnem mestu. Izvajalo se veliko projektov, v glavnem so ti projekti povezani z zdravim načinom življenja in pa z okoljskim ozaveščanjem za ekologijo. Izvajali smo različne obogatitvene nastavljene dejavnosti, ki se organizirajo glede na potrebe otrok in staršev. Povezovali smo se z inštitucijami v kraju ter izven njega. Skozi leto se je sledilo dolgoročnim in kratkoročnim ciljem, ter se jih je v sklopu zmožnosti dosegalo. Nedoseženi cilji pa so v glavnem vezani na načrt vlaganj za leto 2015 zaradi pač omejenih sredstev. Načrt vlaganj je bil predviden v višini 52.000 evrov, realiziranih pa je bilo vlaganj v višini 35.000 evrov. Pri analizi finančnega poslovanja vrtca ter uravnoteženja financ bi mogoče to povedal, da v prevzemu delovnega mesta 1. septembra 2015 je bila ena mojih glavnih nalog ocenitev stanja v prevzemu in s tem tudi ocenitev razpoložljivih virov do konca leta. Glede na to, da je bilo v letu 2014 presežek odhodkov nad prihodki, se pravi primanjkljaj v višini 5.470 evrov, da je bilo v septembru upisano manj otrok, 45 otrok manj, se pravi 2 oddelka približno, da so bili v lanskem letu visoki stroški za odpravnine, ker je šlo veliko strokovnih delavk v pokoj in da je bilo s tem tudi posledično manj sredstev, smo finančno poslovanje ves čas preverjali, analizirali, usklajevali, hkrati pa je bilo potrebno tudi poiskati načine, kako privarčevati določena sredstva. V ta namen smo izvedli več ukrepov in sicer pridobili smo nove ponudbe glede materialov in sredstev, jih optimizirali, začeli smo z optimizacijo določenih storitev, mogoče omenim najem tiskalnikov, telekomunikacija, pravno svetovanje, pokrivanje invalidskih kvot preko sodelovanja z invalidskim podjetjem, ker nimamo več zaposlenih tudi nobene invalidne osebe. Tako smo sredstvi ravnali gospodarno, pregledno in nam je uspelo v letu 2015 zaključiti z razliko prihodkov nad odhodki, se pravi z pozitivno razliko 2141 evrov. S tem smo tudi pokrili del primanjkljaja predhodnega leta 2014, del pa je še ostal. Mogoče bi še tu omenil, da smo imeli notranjo revizijo, ki je pregledala odpis osnovnih sredstev. Ta ni ugotovila pomanjkljivosti, smo pa še letošnji odpis tudi še nadgradili in s tem tudi sem dobil še eno sliko pač o določenem stanju sredstev v vrtcu. Potem bi še pa izpostavil točko, ki se meni zdi zelo pomembna, se pravi sodelovanje starši, delo na ogledu ter prepoznavnosti vrtca v kraju.
V tem kontekstu je steklo že dosti pogovora, tudi starši. Zanimalo me je, kakšne so potrebe v kraju, ker vrtec jaz menim, da se mora približati potrebam današnje družbe, družine in zaradi tega se trudimo vzpostaviti pozitivno komunikacijo s starši, ker ta pozitivna komunikacija v veliki meri vpliva pri vključevanju otrok v vrtec, hkrati pa tudi močno vpliva pri uspehu vzgojno-izobraževalnega procesa, se pravi tistega poslanstva, ki ga mi izvajamo. Iz tega razloga se zavedamo pomena vsakega posameznega zaposlenega v vrtcu in pomena, ki ga ima pri ustvarjanju kakovosti procesa oziroma kakovosti storitve. In to je tisto delo, ki ga je potrebno ves čas nadgrajevati ter mu nameniti veliko pozornosti. Del teh aktivnosti je začelo teči že tudi v lanskem letu, s tem, ko smo začeli pripravljati pravilnik o sprejemu otrok v vrtec z namenom na podlagi analize prejšnjih vpisov in s tem pravilnikom tudi, se pravi, so bile določene stvari omogočene, kot naprimer, da so sorojenci po novem lahko na isti enoti, kar je velikega logističnega pomena za starše, potem, da je ta povratna informacija o vpisu pravočasno dana oziroma nekoliko prej in tudi, da damo odgovor vsem vpisanim otrokom za tekoče koledarsko leto. Ostale aktivnosti še tečejo, s tem bi jaz ta del zaključil in predal besedo. Hvala. Gradivo je šlo tudi skozi različne odbore. Najprej bi prosil odbor za družbene dejavnosti, predsednik Jure Levart, za mnenje odbora k predlogu sklepa. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k poslovnemu in računovodskemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za 2015. Sklep je bil sprejet soglasno. Hvala lepa. V odsotnosti predsednika odbora za finance in premoženje bi prosil gospoda Tomaža Lajnška, da poda mnenje odbora za finance. Hvala lepa za besedo. Tudi odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za leto 2015. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za leto 2015. To je za. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala lepa tudi ravnatelju. Mi pa prehajamo na drugo točko, to je predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2015. Uvodno predstavitev oziroma predstavitev gradiva bo opravil direktor Zdravstvenega doma gospod Darko Ratajc. Lep dober večer. Poskušal bo biti kratek, ker ste gradivo vsi dobili, verjamem, da ste ga tudi pogledali. Mogoče bi začel takole. Mi vsako leto sklenemo z zavarovalnico pogodbo, torej kaj moramo narediti, obseg storitev določimo. Govorimo o fizičnem obsegu, ki ga mora zdravstveno dom opraviti, da dobi svoje storitve plačane. In leto 2015 smo praktično na vseh segmentih našega dela to obveznost prekoračili in to pomembno, 6, 10, tudi 20%. Tako da iz tega vidika je zdravstveni dom oziroma zaposleni v njem svoje naloge v celoti realizirali oziroma tudi presegli. Zdaj, po dejavnosti bi mogoče izpostavil nekaj stvari. Probleme, ki smo imeli v preteklem letu, vi poznate, da smo imeli težave z boleznijo ginekologa, dr. Gračaka, ki je tudi umrl. Imeli smo kar veliko problemov, da smo to ambulanto skozi leto peljali, ampak smo uspeli z pogodbenimi zdravniki plan in pa vse storitve, ki smo si zadali, tudi realizirati. Veliko stvari smo spremenili v preteklem letu v laboratoriju.
Veliko smo investirali v novo opremo, začeli smo delati nove preiskave, ki smo predelali druge, tako da tudi na tem področju lahko rečem, da smo naredili kar pomemben korak k temu, da imajo naši pacienti kvalitetne in dobre storitve v domačem kraju. Mogoče bi poudaril tudi zobozdravstvo, tu smo pomembno presegli obseg za 20 in več procentov, ker potrebe po teh storitvah so vedno večje. Velik del, poleg tega, kar smo naredili preko zavarovanja, je bilo tudi nadstandard in pa samoplačniške storitve na tem segmentu. Zdaj, v zdravstvenem domu je bilo konec leta zaposlenih 65 zaposlenih, kar je enako število, kot je bilo leto poprej, torej 2014. Glede na ure pa nas je bilo nekoliko več. V preteklem letu smo zaposlili novo specializantko družinske medicine in pa še eno zdravnico, ki se je vključevala v službo NMP, in to je v bistvu osnovni razlog, da je število zaposlenih na podlagi delovnih ur nekoliko večje, drugače pa držimo nekje to število 65, ki je nekoliko ali pa pomembno nižje, kot nam določajo standardi, ki jih pač zavarovalnica podpisuje. Zdaj, mogoče bi izpostavil tudi to, da je zdravstveni dom v preteklem letu pridobil certifikat ISO 9001. To je pomembna zadeva, mi smo eni od 17 zdravstvenih domov v Sloveniji, ki ta certifikat imamo, prvi v celjski regiji, in mislimo, da je učinek vsega tega tudi ta, da je poslovanje pač kot celota uspešno. Zdravstveni dom je v preteklem letu realiziral 3.166.000 evrov prihodkov, kar je 7% več kot preteklo leto, 8% več, kot smo na nek način planirali. Imel je odhodkov 3.080.000 in s tem realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 85.720 evrov. Zdaj, mogoče bi povedal, izpostavil eno stvar, mi vedno več moramo delati na trgu, torej sredstva oziroma cene zavarovalnice snižujejo in mi smo prisiljeni tudi vedno več se posveča temu, predvsem na področju medicine dela, na področju laboratorijskih storitev, ki delamo za druge zdravnike, na področju nadstandarda in samoplačništva zobozdravstva. To so tri pomembne stvari ali pa osnovne stvari, ki jih mi na tem področju segmentov dosegamo in ti že nekje dosegajo skoraj 11% realizacije zdravstvenega doma. V preteklem letu smo investirali 214.000 evrov, to vidite v tabeli 7 na strani 18. 30.000 evrov so tu prispevale občine ustanoviteljice, ostalo so lastna sredstva. Seveda sredstva, ki dobimo priznane skozi amortizacijo v programih, ne zadostujejo za, potrebe, ki jih imamo, zato en del presežkov, ki smo jih realizirali ali pa z tekočega, tudi namenjamo za tiste nujne stvari ali pa, stvari, ki jih je treba pač izboljšati. Zdaj, kaj bi še mogoče to poudaril, nekako se nam izboljšuje, ker pač mi smo v 5-6 let investirali preko 1 milijon evrov, se nam nekako izboljšuje tudi ta delež oziroma odpisanost osnovnih sredstev, imamo vedno malo bolj mlade, ampak še vedno je precej stvari, ki jih moramo v nekem času pač sfinancirati in pa realizirati. Zdaj, če zaključim objektivno, bi rekel tole, da smo cilje, ki smo si zadali v letu 2015 dosegli oziroma na večini programov tudi presegli. ISO certifikat, še enkrat poudarjam, da to je velika stvar, pomembna stvar, mi smo nekaj procese v hiši standardizirali in kvaliteta je storitev in pa varnost pacientov je izboljšana. To se kaže tudi s tem, da vi imate v prilogi tudi poročilo o rezultatih ankete o zadovoljstvu uporabnikov. Torej, te ankete, ki vsako leto izvajamo, kažejo, da so pacienti za storitvami zdravstvenem domu zadovoljni, ker je povprečna cena za leto 2015 4,7 od 5 možnih. Pomembno so se tudi
izboljšale ocene, bom rekel, vseh teh spremljevalnih služb, kar je verjetno tudi učinek tega spostave, tega certifikata oziroma te standardov, ki smo v zdravstvenem domu peljali. Kot vidite, je pomembno tudi to, da praktično 90 ali pa 99% pacijentov, ki so naročeni, obdelajo naši zdravniki ali pa ambulante skoraj manj kot 20 minutah, kar je zagotovo en pokazatelj enega dobrega in zagnanega dela zaposlenih, za kar sem tudi tukaj mogoče javno zahvaljen. Hvala lepa. Tudi pri tej točki imamo podobno obravnave na odborih. Odbor za družbene dejavnosti, Jure Levart, mnenje odbora. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za 2015. Tudi ta sklep je bil sprejet soglasno. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Tomaž Lajnšček. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2015. Sklep je bil sprejet soglasno. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo, vse skupaj lepo večer. Mogoče bi to, kar smo lansko leto razpravljali ob istem takšnem poročilu in ko smo sprejeli neko zavezo okrog teh dežurstva in pa okrog delovanja urgentnega centra v Celju. To se je nekako vzpostavilo, pa me zanima, kakšen to ima vpliv na dolgoročno na delo in pa dežurstvo v zdravstvenem domu Slovenske Konjice. Zdravstveno dom se v bistvu nič ni spremenilo. Pravilnik je bil lani sprejet in je bila določena neka prehodno obdobje. Torej, ta zadeva bi se ne realizirala potem, ko bodo ti klicni centri oziroma ti urgentni centri dejansko funkcionirali. Mi zaenkrat delamo isto tako, kot je do sedaj. Sedaj se bojo pač izvajali neke meritve in na osnovi teh podatkov se bo potem izoblikoval končni predlog. Torej, zdaj je ta status quo, mi še vedno smo financirani in delamo isto kot do sedaj, čeprav se zdaj že neke stvari kažejo, da so ambicije z zdravstvenim domovom nekaj denarja, pomembni del, pobrati in ga nameniti za te urgentne centre, predvsem za neke službe. Bomo videli, kako neki pogovori so. Pravočasno bomo to obvestili in reagirali. Zaenkrat je pa zadeva taka, kot je. Mi delamo normalno. Povečuje se obisk v dežurni ambulanti, povečuje se število urgenc, pomembno se povečuje. Je res, da smo tudi vsi postali malo bolj dosledni, ker se to zdaj vse meri in tako, bomo videli, nič ne morem napovedati, obstaja možnost ena in drugačna. Bo pa zagotovo vsaj še to 2 leti bo ta status se ohranil, oziroma celo nekje napoveduje do 2019. Zdaj, kar se pa tiče teh urgentnih centrov, ki so bili vzpostavljeni v Celju, zdaj, verjetno ste že imeli izkušnje, zadeve ne tečejo tako, bi morale, nimajo kadra, tako da mi dobivamo očitke, da napotujemo preveč ljudi. V bistvu je urgentni center Celje dežurna ambulanta za Celje. Tako nekako zdaj izpada in bomo videli. Jaz mislim, da se nekje te strahovi in napovedi, ki smo jih takrat napovedovali, dejansko uresničujejo. Kaj drugega pa sedaj težko povem. Prav, hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne več, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2015. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet, oziroma 19 za, pardon, sem spregledal poročevalca.
19 za. Mi prehajamo na tretjo točko, to je predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za lansko leto in pa predlog sklepa o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2016. Uvodno predstavitev bo upravila direktorica magistrica Renata Klančnik. Dober večer vsi skupaj. Torej, začela bom takole. Za nami je leto, ki si ga bomo v zavodu najbolj zapomnili zaradi 3 stvari, in sicer 500-letnice kmečkih uporov, 850-letnice prihoda kartuzijanov in pa razglasitve Žičke Kartuzije za spomenik državnega pomena. Ampak tudi drugače je bilo preteklo leto zelo aktivno in pestro. Naj nanizam le nekaj aktivnosti, ki so vam bile sicer obširno predstavljene v poročilu zavoda. V knjižnici smo bogatejši za okoli 3600 enot gradiva. Pričeli smo z nabavo e-knjig oziroma e-gradiva v slovenskem jeziku. Knjižnična zaloga zajema skoraj 87 000 enot, letno izposodimo okoli 206 000 enot gradiva. V knjižnici smo izvedli več kot 250 raznovrstnih aktivnosti, ki jih je obiskalo več kot 18 000 obiskovalcev. Med njimi naj omenim pravlične ure z ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše, vodenja po knjižnici za vrtce in osnovne šole, projekt Rastem s knjigo, organizirali smo literarne večere, 2-dnevni festival Spirala ob dnevu splošnih knjižnic, ob tej priložnosti izdali prvo literarno revijo Spirala, organizirali smo potopisna predavanja, tematske razstave, zaključek bralne značke in z vsemi temi aktivnostmi seveda želeli doseči dvig bralne kulture naših uporabnikov. Pripravili smo več informacijskih opismenjevanj za osnovno in srednješolsko mladino, preko spletne strani knjižnice obveščamo o aktualnih dogodkih zavoda, svoje aktivnosti pa objavljamo tudi na Facebook strani knjižnice in na portalu Moja občina. Uporabniki pa lahko v knjižnici pridejo tudi sami do vrste kvalitetnih digitalnih virov in do vseh potrebnih podatkov. Na spletni strani imamo tudi povezavo do številnih kvalitetnih elektronskih virov. S pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo smo v tekočem letu zamenjali 4 računalnike, nabavili čitalce za branje e-knjig in pa zaščitni program za uporabniške računalnike. V okviru Centra za kulturne prireditve smo organizirali prireditve, ki so javnega pomena in prireditve, ki imajo tržni značaj. Tako smo pripravili 29 prireditev javnega značaja in pa s tehnično oziroma programsko podporo pomagali drugim organizacijam še pri 64 prireditvah. Med najodmevnejšimi in najzahtevnejšimi prireditvami sta bila zagotovo 500-letnica kmečkega upora na Slovenskem in pa 850-letnica prihoda kartuzijanov. Ostale pa vam ne bi zdaj naštevala, ker ste si jih verjetno prebrali v samem poročilu. 20 prireditev je imelo tržni značaj in sicer so bile to gledališke predstave za odrasle in otroke. Na novo smo uvedli abonma za mladino z izobraževalnimi in poučnimi vsebinami, izvedli 6 koncertov, 3 v sklopu poletnih večerov v Kartuziji in 3 za izven v Domu kulture. V okviru zavoda spremljamo tudi razpisno dejavnost in se prijavljamo na različne razpise z področja knjižnice, kulture in kulturne dediščine, investicijskih projektov ministrstev in občin za področje kulture. Ena izmed nalog pa je seveda tudi pomoč pri delu kulturnih društev in sodelovanje z njimi pri različnih prireditvah. Če še na kratko se dotaknem turistično-informacijskega centra, osnovne naloge so bile usmerjene v pripravo in prodajo zanimivih in atraktivnih turističnih programov. Tako je v lanskem letu naše kraje obiskalo okoli več kot 20 000 obiskovalcev. Naši vodniki so sprejeli kar več kot 300 skupin in jim z vodenjem predstavili naše znamenitosti. V lanskem letu so Žičko Kartuzijo tudi intenzivneje obiskovale lokalne osnovne in srednja šola, saj je bilo praznovanje 850-letnice vključeno tudi v njihov izobraževalni program. Omenjene aktivnosti tudi opravičujejo porast števila brezplačnih vstopnic. V okviru prodaje izdelkov in storitev smo v prodajo vključevali zanimive izdelke in spominke s poudarkom na lokalni identiteti in pripravljali programe po meri obiskovalcev. Oglaševanje in promocijo že kot nekaj let potekala večinoma v sodelovanju z občino, deželo Celjsko, razvojno agencijo Kozjansko,
turistično destinacijo Rogla-Pohorje, Združenjem zgodovinskih mest in pa Slovensko turistično organizacijo. Ponatisnili smo promocijski material za Žičko kartuzijo v 5 jezikih. Intenzivne promocije strani medijev pa smo bili deležni prav tudi zaradi 850-letnice Žičke kartuzije in 500-letnice kmečkih uporov. Izvedenih je bilo tudi nekaj študijskih tur za tuje novinarje, vse dogodke v občini pa smo spremljali in oglaševali skozi tedenski napovednik dogodkov. Za nas je izjemnega pomena pričetek priprave načrta razvoja in trženja turizma za občino in destinacijo, ki se intenzivno nadaljuje tudi v tem letu. Če še nakratko se dotaknem finančnega poslovanja, zaključili smo pozitivno z minimalnim presežkom prihodkov. Prihodki strani občine ter ostalih pogodbenih partnerjev so bili realizirani v okviru sprejetih proračunov. V okviru lastne dejavnosti so prihodki znašali dobrih 152 tisoč evrov, kar predstavlja 22% delež v vseh prihodkih za upravljanje dejavnosti in ti prihodki so v lanskem letu porasli za 9%. Sredstvi smo ravnali gospodarno in ekonomično. Največji porast porabe sredstev, se pravi 27% glede na preteklo leto, je bil na postavki organizacije prireditev, posledično s tem tudi povezani materialni stroški in stroški storitev. To pa predvsem zaradi organizacije že prej omenjenih 2 velikih prireditev. Za 5% so se povečali stroški plač, kar je posledica tudi dodatnih zaposlitev za določen čas v času turistične sezone in pa za 2% materialni stroški. Iz materialnih stroškov smo delno pokrivali tudi stroške javnih del v vseh 3 programih. Za nakup gradiva smo porabili nekaj manj kot 63 tisoč evrov in kot sem že prej omenila, pričeli z nabavo tudi e-knjig. Za sofinanciranje kulturnih društev je bilo porabljenih nekoliko manj kot 35 tisoč evrov. Društvom pa smo omogočali tudi uporabo prostorov, praviloma brezplačno, ter jim nudili tehnično podporo pri izvajanju njihovih prireditev. Redno smo zaposlovali 17 oseb, od tega 15 za polni delovni čas, 1 osebo za polovični delovni čas in 1 osebo za 30-urnim tedenskim delovnikom. Za osebo na bolniškem dopustu smo zagotovili nadomeščanje in preko javnih del v 3 programih zaposlovali 4 osebe. Ker pa smo v lanskem letu dobili za turistično-informacijski center odobren program z možnostjo zaposlitve težje zaposljivih ljudi, smo zaradi narave dela morali v času turistične sezone dodatno zaposliti 2 osebi za polovični delovni čas. Nabavili smo tudi, oziroma za osnovna sredstva smo porabili dobrih 29 tisoč evrov. Največji strošek v okviru te postavke je priprava projektne dokumentacije in zamenjava toplotne podpostaje v Domu kulture. Ostala sredstva pa smo namenili za zamenjavo dotrajanih računalnikov, nakup e-bralnikov in pa za svetila v Žički kartuziji. Za nabavo računalniške opreme smo dobili z Ministrstva za kulturo okoli 3 tisoč evrov. V okviru nalog smo izvali tudi tekoče investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in pa objektov v upravljanju. Poročilo in pa zaključni račun je svet zavoda potrdil na seji dne 15.3. Toliko glede poročila za preteklo leto. Na kratko se bom pa zdaj dotaknila še letošnjega programa, čeprav smo že kar globoko zakorakali v to leto, pa vendarle. Tudi program smo si zastavili nekako v 3 oziroma 4 sklopih: knjižnica, center za kulturne prireditve, turistično-informacijski center in seveda zavod kot celota. Čisto na kratko, na področju knjižničarstva so naše ključne naloge vedno usmerjene v zagotavljanje kakovostnega knjižničnega gradiva, povečanje števila aktivnih članov knjižnice, posodabljanje in povečevanje informacijske ponudbe, izobraževanje zaposlenih, skrb za uporabnike s posebnimi potrebami, izvajanje kvalitetnih knjižničnih dejavnosti in pa seveda sedaj tudi nabava e-knjig. V okviru Centra za kulturne prireditve načrtujemo tudi v letošnjem letu obilo kulturnih dogodkov, vse tradicionalne. Obeležili bomo 870-letnico prve pisne omembe Konjic ter v sklopu oživljanja mesta skupaj z drugimi inštitucijami izvajali aktivnosti in dogodke v mestu. Tudi tukaj se že kar napoveduje pestro dogajanje. Prvi dogodek bo že 16. aprila skupaj z vrtci in pa komunalnim podjetjem. Sodelovali bomo tudi pri organizaciji dogodkov drugih organizacij.
Kot doslej bomo organizirali tudi prireditve z izobraževalnimi vsebinami in za sprostitev, koncerte v okviru poletnih večerov, gledališke predstave, otroške predstave, mladinski abonma in kot novost smo se odločili, da bomo do septembra pripravili celovit plan prireditev za naslednjo sezono, se pravi sezono 2016-17 in v ta namen izdali brošuro, v kateri bodo natančneje opisane vse prireditve v naši organizaciji, se pravi za vse enote in pa tudi vse druge informacije o zavodu, ki jih obiskovalec ponavadi potrebuje. Ravno promocijo za celoten zavod bomo vršili preko lokalnih medijev, se pravi novice Radio Rogla, Štajerski val in širše z Radiom 1, ki je nekako najbolj poslušana radijska postaja. Vse bolj pa se poslužujemo spletnega oglaševanja preko različnih socialnih omrežij, že prej našteti Facebook, spletna stran zavoda, spletna stran Tica, Moja občina in drugi različni napovedniki za kulturno-turistične dogodke, ki praviloma nudijo brezplačno oglaševanje. Sofinancirali bomo dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in nudili podporo pri njihovem delovanju, pri prijavah na različne razpise, nudili jim bomo tehnično pomoč pri kulturnih dogodkih, možnost uporabe prostorov in pa skupaj sodelovali pri organizaciji skupnih dogodkov. V okviru turistično-informacijskega centra so ključne naloge povezane z osnovno dejavnostjo Tica in bodo usmerjene v aktivno sodelovanje pri dokončanju načrta razvoja in trženja turistične ponudbe občine in destinacije ter vizije nadaljnjega razvoja turizma. Nekako se načrtuje, da bi ta dokument bil sprejet v mesecu novembru. Aktivno bomo usmerjeni v promocijo in trženje turistične, lokalne in destinacijske ponudbe s ciljem, da povečamo število obiskovalcev. Povezovali se bomo in skupno nastopali z lokalnimi in sosednjimi ponudniki in pa, kot že prej rečeno, oživljali staro mestno jedro. Zavod kot celota z strokovnimi službami občine bomo skupaj spremljali in prijavljali kulturno-turistične projekte v okviru razpisnih možnosti. Na investicijskem področju v letošnjem letu, razen dokončanja toplotne postaje v Domu kulture, na področju kulture in turizma ni načrtovanih vlaganj, čeprav se kot nujno izpostavljata predvsem dva projekta, to pa sta priprava projektne dokumentacije za obnovo cerkve v Žički Kartuziji in pa zagotovitev primernejših prostorov za turistično-informacijski center. Seveda ne smemo zanemariti kulturnega doma Loče. Do dokončne obnove je potrebno obnoviti še dvorano in pa stavbo energetsko sanirati. Že nekaj let pa omenjam vedno znova tudi o kritičnosti oziroma prostorske stiske v mladinskem delu knjižnice. Tudi to ste že v lanskem letu slišali in tudi to je bilo v programu napisano, tako da tega ne bi ponavljala, ampak treba se zavedati, da resnično več nimamo prostora niti za knjižnično gradivo, kjerkoli še pa za knjižnične dejavnosti, predvsem pravlične urice in pa te dejavnosti za najmlajše se odvijajo v veliki galeriji, ki je nekako seveda prostorsko zadostna, ni pa povsem primerna za to vrstno dejavnost. Še finančno poslovanje. Finančni načrt zavoda je pripravljen na osnovi sprejetih proračunov občine, ustanoviteljice in pogodbenih partnerjev, na podlagi doseženih lastnih prihodkov v preteklem letu in pa na podlagi odobrenih oziroma ocenjenih sredstev strani državnih inštitucij in tudi in je uravnotežena prihodkovni in odhodkovni strani. Tudi letos bo potrebno racionalno gospodariti sredstvi, tega se zavedamo in zato bomo tudi izvali kot doslej medletno spremljanje gibanja prihodkov in pa odhodkov. Čist na kratko, toliko z moje strani, jaz verjamem, da boste kako vprašanje postavili, če vas bo zanimalo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Najprej bi prosil odbor za družbene dejavnosti, predsednik Jure Levart, prosil bi za mnenje odbora k letnemu poročilu in pa programu dela ter finančnemu načrtu za letošnje leto. Oboje pa glasovanje bo pa posebej. Odbor za družbene dejavnosti najprej podaja pozitivno mnenje k poročilu o delu splošne knjižnice 2015, kakor tudi k programu dela in finančnemu načrtu knjižnice za 2016. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Tomaž Lajnšček, enako velja za poročilo za lansko leto in plan za letošnjo. Hvala lepa. Tudi odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu sprejem
obeh sklepov, to je sklep o soglasju k letnemu poročilu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2015 in pa sklepa o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2016. Hvala lepa. Še odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo, gospod Stanko Kolar, prosil bi za mnenje odbora k poročilu o delu za lansko leto za TIC in pa plan dela TIC-a za letošnje leto. Hvala za besedo. Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval predložen poročilo o delu zavoda v letu 2015 in pa plan dela za leto 2016. V razpravi se dotaknil par točk, ki so bistvene, in sicer ena od ključnih je strategija trženja turizma v občini Slovenske Konjice, ki ne bo izhodišče tudi za bodoče priprave teh poročil in pa planov za prihodna leta, vsaj v tistem trženskem smislu, kjer odbor pričakuje tudi nekakšen gospodarski učinek iz naslova pridobitve tega novega dokumenta, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Sicer je pa odbor dal soglasje k poročilu za delo v letu 2015 in pa tudi podpira predlagan plan dela za leto 2016. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Hlačar. V materialih, zaradi tega, ker v materialih nekaj zapisanega, bi vprašal. Namreč spominjam se, da smo sedeli tule noter pa gledali kino predstave. Kasneje je bilo to zgrajeno, to poslopje novo in seveda z novo opremo za takrat. Tu pa nekaj piše, da je oprema tako zastarela, da je praktično ni uporabna več v tem času. Bolj me zanima to, ali bo ta dejavnost praktično popolnoma ugasnila tudi v dokumentih, ali kdo razmišljal poleg tega, da je to pač mar biti potrebno. Nič, samo to. Ja, čisto na kratko, torej distribucija oziroma predvajanje filmov je onemogočeno zaradi tega, ker so vsi novi filmi posneti v digitalni tehniki, mi pa digitalnega projektorja nimamo. Pred dobrimi dvemi leti, ko se je začela ta digitalna tehnika, smo ugotavljali, da bi potrebovali Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, želim vam en lep dober večer. Hkrati pozdravljam tudi predstavnico oziroma predstavnike medijev in pa zaposlene z občinske uprave. Jaz mislim, da moramo danes malo pohiteti, ker tam enih 15 do 8 ponovadi zmanjka toka. Pred nami je nadaljevanje 14. seje in če se prav spomnimo, smo prišli do 4. točke oziroma 3 točke smo obdelali, od 4. naprej pa nadaljujemo po tistem sprejetem dnevnem redu na seji 31. marca. Se pravi, smo pri 4. točki, to je, oziroma najprej še ugotovimo, da nas je 17, upravičili so se gospod Ofentavšek, gospa Rožanc je zbolela, Peter Koren je zadržan, Martin Zidanšek se tudi upravičila se je tudi predsednica nadzornega odbora Irena Švab-Kavčič, gospod Levart je pa sporočil, da bo verjetno zamudil, ker je še na poti. Prisotnosti je 17, lahko normalno delamo in pri 4. točki, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Loče, stanovanjsko obrtna servisna dejavnost, gre za drugo obravnavo in prosil bom Igorja Frima za kratko uvodno predstavitev, tako da potem bomo vedeli, zakaj gre, da se spomnimo, gre za tisto zazidalni načrt Loče, kjer je bil problematično lastništvo ceste, da se to predtem uredi. V glavnem Igor bo povedal več podrobnosti. Izvoli. Hvala. Lep pozdrav. Kot je že župan omenil, po prvem branju, ki je bil v konec lanskega leta, je občina za kategorizirano cesto, ki ni bila v celoti v lasti občine,
uspela podpisati pogodbe z lastniki in to zadevo bo tudi uredila. Tako da to je zdaj nekako tudi izpolnjen še tisti pogoj, ki je mogoče manjkal pri prvem branju. Hvala. Se pravi, drugih sprememb pa od prvega do druge branja ni. Prav, podobna situacija kot zadnjič v odsotnosti predsednika odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, bom prosil gospoda Jožeta Hlačarja, da poda mnenje odbora. Odbor je to zadevo obravnaval, oziroma ta predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka z izdajalnem načrtu loče stanovanjsko obrtno servisno dejavnost in v uradnem listu, tako kot je navedeno, za stanovanjsko gradnjo, ker je bilo pojasnjeno, da je za kategorizirano cesto občina pridobila podpisane pogodbe in o ureditvi lastniške ceste. V razpravi, kjer so sodelovali vsi prisotni, je član opozoril, da bi odlok dopolnili še z določilom, da je pred gradnjo potrebno poskrbeti za komunalno ureditev. Prevladalo je mnenje, da je potrebno zadeve planirati v proračunu in že na osnovi pridobivanja smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora k predvidenim gradnjam. Torej, predlog odloka je bil dan na glasovanje, 5 za, 0 proti. Torej, odbor predlaga, da občinski svet sprejme ta predlog odloka v drugi obravnavi. Hvala. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka spremembe dopolnitev odloka za izdajalnem načrtu loče stanovanjsko obrtna servisna dejavnost. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave in zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka, dolg naslov, loče stanovanjsko obrtno servisno dejavnost še v drugem branju. Kdo je za sprejem? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet v drugem branju. Pri 5. točki smo, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu spodnje preloge. Predlagan je bil skrajšan postopek, uvodno predstavitev gospod Igor Frim, vmes se nam je pridružil gospod Jure Levar, tako da je prisotnost 18. Hvala. Območje obravnave leži v spodnjih prelogah in sicer pod nazivom lokacijski načrt spodnje preloge in sicer je to zahodno od gostišča Fink. Zdaj tukaj je bila zadeva sledeča, namreč občina je v tem območju prodala večina oziroma kar vse parcele za gradnjo stanovanjskih hiš, večino tudi za gradnjo blokovne gradnje in pa tudi vse parcele, kar se tiče za poslovno-stanovanjsko gradnjo. Pri čemer pa je za eno parcelo, ki leži v nadaljevanju stanovanjske gradnje, ostala rezervacija za gradnjo enega stolpiča, ki pa zaradi pomanjkanja prostora, namreč na zahtevo lastnikov v tej soseski je bilo potrebno trafo postajo prestaviti, tako da je Elektro potem nekako iskal lokacijo in se je ta parcela, ki je bila po zadalnem načrtu predvidena za manjši stolpič, nekako pozidala v smislu trafo postaje in pa tudi težava je bila, da občina v 10 letih ni dobila lastništva za potrebni del parcele, ki bi omogočal to gradnjo. Tako je zdaj bilo pač nekako nerealizirano to zazidljivo območje. Pred časom se je pa pojavil interes, da bi se nadaljevala stanovanjska gradnja tudi na to parcelo in smo predlagali, da gremo v spremembo zazdalnega načrta in sicer za eno družinsko stanovanjsko hišo.
in ko bo ta prostorski akt sprejet, bomo šli v dražbo, kjer se bojo lahko interesenti prijavili za nakup parcele. Hvala. Hvala lepa. Tudi tu bi najprej prosil gospoda Hlačarja, da poda mnenje odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu spodnje preloge v Slovenskih Konjicah, ki ga je predstavila izdelovalka. V razpravi je sodeloval Bogomir Klamfer, ki je predlagal, da je zaradi že realizirane večine enostanovanjskih objektov v naselju potrebno spremeniti 4. člen točka 2, in sicer, da morajo imeti objekti streho dvokapnico z naklonom 30 do 40 stopinj. Torej, v taki obliki odbor predlaga občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku, da je potrebno spremeniti ta 4. člen točka 2, in sicer, da morajo imeti objekti streho dvokapnico z naklonom od 30 do 40. To, kolikor vem, je upoštevano? Ja, upoštevano, super. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu spodnje preloge Slovenske Konjice v skrajšanem postopku. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok v prvi obravnavi. To je za sprejem. Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi soglasno potrjen, sprejet. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem in predlagam, da občinski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu spodnje preloge v Slovenskih Konjicah še v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala. Soglasno 18 za, nihče proti. In še ena prostorska točka, kot mi rečemo, 6. točka, predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje spodnje preloge, zadeva Podbregar. Tudi tu je bil predlagan skrajšani postopek, uvodno predstavitev Igor Frim. Tukaj gre za podobno zadevo, namreč te parcele, ki so predlagane za spremembo oziroma za novi občinski prostorski načrt, se nahajajo v neposrednem objemu tega zazdravljenega načrta, ki smo ga predhodno obravnavali, tako da smo na željo investitorja oziroma lastnika teh zemljišč, da bi prodal te parcele, pripravili občinski prostorski načrt po izhodišču, ki velja v tem predhodnem obravnavanem prostorskem aktu, in sicer, da se po strukturi in po izgledu prilagajajo ti objekti pač soseski, ki je že tam. Tudi tukaj smo potem imeli podobno, kot je prej gospod Hlačar izpostavil, drugačne naklone po prejšnjem aktu, vendar glede na to, da se je realizirala ta gradnja večinoma z objekti z naklonom 30 do 40 stopinj, smo potem tudi avtomatizem vzeli v tem odloku in je tudi tako predlagano. Hvala. Hvala lepa. Jože Hlačar v imenu odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, prosim za mnenje odbora. Odbor je obravnaval predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje spodnje preloge, ki je bil predstavljen strani izdelovalke. Torej, odbor je po debati glasoval in od 5 navzočih za, pa nič proti, predlaga tak predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje spodnje preloge in predlaga v sprejem po skrajšanem postopku s tem, da je potrebno spremeniti 8. člen točka 4 arhitekturno oblikovanje, in sicer, da morajo imeti objekti streho dvokapnico z naklonom 30 do 40.
Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge Podbregar v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge zadeva Podbregar v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet v prvi obravnavi. 18 za. Odbiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem. Predlagam, da občinski svet sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge še v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je tudi ta odlok soglasno z 18 glasovi za, nihče proti sprejet. Hvala lepa poročevalcu. Mi pa prehajamo na 7. točko. To je predlog zaključnega računa proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2015. Gre za hitri postopek. Uvodno predstavitev bo opravila gospa Nada Pučnik, vodja oddelka za javne finance na občini. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred nami je malo bolj obsežno gradivo. Vse zadnje je le vendarle to najpomembnejši akt, ki ga občinski svet sprejema, oziroma proračun. Malo uvodnih besed glede samega sprejemanja in pa sprejemanja proračuna in potem medletnih sprememb. Proračun za leto 2015 je bil sprejet v mesecu februarju iz razloga, ker so dogovori med vlado in občinami glede višine povprečnine bili zaključeni šele konec januarja. Dejstvo je bilo to, da zaradi znane situacije javnofinančne je vlada pač težila k znižanju povprečnine, nasprotno pa so občine dokazovale, da so stroški občin bistveno višji, kot jim je vlada priznavala. Dogovor je bil dosežen za povprečnino v višini 500,85 evrov na prebivalca, kar je pomenilo bistveno manj kot v lanskem letu, vendar to so bili osnovni parametri, na katerih smo mi pripravili proračun, ki potem bil v februarju sprejet. Hkrati z določitvijo te povprečnine se vlada tudi zavezala, da bo pristopila k spremembi zakonov, ki bodo imeli za posledico zniževanje stroškov občin. Vkolikor pa se do polletja to ne bo zgodilo, pa bo na drug način nadomestila izpad sredstev občinam. Dejstvo je bilo to, da do polletja se bistvene stvari niso spremenile, v občinah smo ugotavljali, da določeni odhodki še vedno naraščajo, in sicer zakonske obveznosti, predvsem socialni transferi. Zato je potem vlada v mesecu juliju sprejela oziroma državni zbor sprejel spremembo zakona o izvrševanju proračuna in določil povprečnino za drugo polletje v višini 525 evrov. Tako da je dejansko bila zdaj povprečnina za leto 2015 povprečna 522 evrov, tako kot je potem bila tudi osnova za letošnje leto. Razlog temu je bil potem, da smo mi v mesecu septembru, je že občinski svet, smo vam pripravili predlog rebalansa, v katerem smo upoštevali to spremembo, in sicer šlo je za bistveno spremembo, in sicer, da je bila dosti višja priznana občinam finančna izravnava. Dejansko podatki glede dohodnine se niso bistveno spremenili. Tako da je potem relativno hitro bil sprejet rebalans proračuna, vendar ugotavljamo, da iz realizacije, da je bil, kar se tiče prihodkovni del, zelo temeljito pripravljen in pa na trdnih osnovah, glede na to, da so bili prihodki, kot lahko ugotovite, celoti realizirani, celo preseženi za slabih 70 tisoč evrov. Dejanska realizacija znašala 12 milijonov 294 tisoč evrov, to se pravi za 0,6% so bili dejansko preseženi. Kar se tiče izvršitve proračuna, ste lahko ugotovili, da so bile zakonske naloge tam, kjer se tiče javnih zavodov, realizirane v celoti, 100%, ker tam itak gre po 12-tinah, potem tudi ostale zakonske naloge, ker gre za plačevanje računov, tako da v tem delu je realizacija dejansko skoraj povsod 100%. Če pa pogledate prvo stran odhodkov, kjer je področje javne uprave, pa lahko ugotovite, da dejansko gre na določenih postavkah za prihranke,
In sicer zaradi racionalizacije stroškov, to govorim o postavki dejavnost župana in podžupana in pa postavke, ki se nanašajo na dejavnost občinske uprave. Potem je pa tudi še postavka obresti, ker je tudi viden en prihranek, tu pa je treba povedati, da v zadnjih 2 letih se dejansko Euribor znižuje, zato tudi obresti za kredite, mi imamo vse kredite vezane na Euribor plus tisti probitek, tako da se obresti so nekoliko znižale in tudi tu vidim prihranek. Glede ostalih postavk pa je vidno, da je na področju varstva okolja nekoliko nižja realizacija pri postavki, ki se nanaša na izgradnjo sekundarne kanalizacije. Tu pa je bila predvidena oziroma bila medletna sprememba zakonodaje, tako da je bilo treba tem zadevam slediti. Kumulativno so bili odhodki in pa skupaj z odplačilom kreditov realizirani v višini 12 milijonov 179 tisoč evrov oziroma 97,1%. Razlika med prihodki in odhodki pa znaša 114 tisoč 950 evrov, kar pomeni, kar se izrazi v zaključnem računu kot povečanje sredstev na računih. Vemo, da zaključni račun oziroma sam proračun je sestavljen iz 3 bilanc in da se potem rezultati vseh 3 bilanc seštevajo in se končni izkaz ugotovi oziroma rezultat. Po seštevku vseh teh podatkov je vidno, da je na dan 31.12. skupno stanje na računi znaša 536 tisoč 605 evrov in se nanaša na naslednja področja, in sicer višji prihodki slabi 70 tisoč evrov, namenska sredstva, okoljska dajatev za obremenjevanje voda 227 tisoč evrov, najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo slabih 42 tisoč evrov, ostanek lastnih sredstev krajevnih skupnosti 10 tisoč evrov 273 in pa razlika 186 tisoč 883 evrov pa izhaja iz prihrankov, kot sem že prej povedala, na določenih postavkah in pa na pretežnem delu pa se nanaša tudi delno na investicijske postavke krajevnih skupnosti, zaradi tega, ker iz objektivnih razlogov določene krajevne skupnosti pač niso mogle izvesti investicij oziroma glede na zneske je bolj primerno, da so se sami odločili, da si bojo prenesli v leto 2016. In to je že bilo tudi pri samem sprejemanju proračuna čez 321 tisoč evrov vključeno v proračun za leto 2016. Zdaj, če se ustavimo še pri sami bilanci stanja, iz nje je razvidno, da so se dolgoročna sredstva in dolgoročni viri povišali, sicer sredstva za dobri 1% in pa dolgoročni viri za 3%. Na drugi strani pa so se znižali kratkoročna sredstva za 12%, kratkoročne obveznosti za 29% in dolgoročne obveznosti za 18%. Občina je v letu 2015 dokončno odplačala leasing za gimnazijo, potem dolgoročni kredit za vrtine Žiče, ki smo ga pri prenosu gospodarske javne infrastrukture morali prevzeti od javnega komunalnega podjetja in pa dolgoročno obveznost do deželne banke in kapitalske zadruge v zvezi z denacionalizacijo stanovanj. S tem smo se mi bistveno razbremenili, zadolženost občine na prebivalca je bistveno pod slovenskim povprečjem in sicer znaša 154 evrov ali 36,7% državnega povprečja. Državno povprečje je pa preko 419 evrov. To je glede teh bistvenih podarkov iz bilance stanja. Potem je pa še sestavni del tudi enotni zakladniški račun. Enotni zakladniški račun se bistvu je že od leta 2007 in sicer to pomeni, da to je sistem, v katerem se vsa sredstva proračuna in pa, občine in pa ožjih delov občine ter javnih zavodov navidezno združujejo v nočne depozite in potem se to deponira pri poslovni banki. Glede samega rezultata poslovanja, da ste lahko ugotovili, da tu ne gre za bistven promet oziroma nekih prihodkov, ker skupni prihodki so znašali samo nekaj preko 2000 evrov in isto tudi odhodki, rezultat poslovanja je preko nekaj več kot 300 evrov, ki se potem kot razlika med pozitivnimi in negativnimi obresti oziroma razdeljenimi obrestmi, plačanimi in prejetimi in izplačanimi obrestmi prenese v proračun občine. Bolj gre za to, da ima občina pregled nad javnimi zavodi in da lahko upravlja z likvidnostjo proračuna.
Glede na to, da je pri upravljanju enotnega zakladniškega računa bistveno pomembna najprej varnost, potem likvidnost in nazadnje donosnost, so poslovne banke ugotovile, da ta posel za njih ni več donosen. Zato so nam v mesecu decembru odpovedale to pogodbo glede nočnega deponiranja in smo potem tako, da na dan 31.12. oziroma po mesecu decembru teh nočnih depozitov ni več bilo in jih tudi do zdaj še ni, zaradi tega, ker mi smo se že pri samem poslovanju obnašali in upoštevali to načelo varnosti, ki je sedaj vnešeno v predlog novega zakona o javnih financah in tudi nismo imeli med letom depozitov zaradi tega, ker veste, da ta naš bančni sistem je zelo na takih majavih nogah in kakršnokoli tveganje ni smiselno, glede na to, da so obrestne mere pa izredno nizke, tako da je skoraj tista papirologija več stane, kot je pa potem izkupiček oziroma obresti, če daš vezavo za en mesec, recimo, kar več pa tak ne moreš dati. To je bistveno okrog tega zakladniškega računa. Zdaj, tendenca države je ta, da bi se občine vključile v enotni zakladniški račun države, vendar tudi tu je potrebna previdnost zaradi tega, ker se ni smiselno se prehiteti zaradi tega, da ne bi potem se zgodilo, ko bi se še bili kakšni slabši časi, da bi pa potem še tisti denar, ki ga trenutno imamo na kakšnem računu, naenkrat znajde v državnem proračunu. To bi bili z moje strani bistveni poudarki. V gradivu ste lahko ugotovili, jaz imam res tule zdaj kar dva taka sklopa gradiva, tole je bilo komplet objavljeno na spletni strani, vi pa ste vsi dobili tale skrajšani povzetek tudi zaradi racionalizacije. Tako da jaz zdaj pričakujem, koliko so še potrebne dodatne obrazložitve, bom pa na to še odgovorila. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo po vrsti. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora k predlogu zaključnega računa. Hvala. Odbor za finance in premoženje je obravnaval to obsežno gradivo, razpravljal o posameznih zadevah in bil mnenja, da je vredno in primerno pregledno pripravljen in zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme zaključni račun za leto 2015. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Statutarna pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem zaključnega računa proračuna občine Slovenske Konjice v hitrem postopku. Hvala lepa. Tudi nadzorni odbor občine je obravnaval zaključni račun in ga potrjuje. Danes predsednice ni, da bi kaj več povedala okrog tega. In to je to. Odpiram razpravo. Gospod Kolar. Predlagal zvezi s tem zadnjim navedkom, če je gradivo nadzornega odbora, ki se tiče zaključnega računa, tudi spremna dokumentacija naše seje, ker iz gradiva nekako ne sledi, da je nadzorni odbor to obravnaval in to potrdil. Vsi ostali zapisniki so, delovnih teles nadzornega pa ni, tako da bi bilo dobro, da se doda. Čisto tehnične narave, ne? Prav, še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme zaključni račun proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2015, kdo je za? Ugotavljam, da je zaključni račun soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalki. Zaključujemo 7. in prehajamo na 8. točko. To je predlog sklepa o prenehanju mandata Maji Burja in imenovanje nadomestnega člana Klemena Balanča. Sicer bo pa uvodno predstavitev opravil predsednik KVIA za gospod Jože Hlača. Kot vidite, smo imeli nekaj težav pri postopkih in seveda smo skušali to zdaj popraviti, tako da je predlog tu, kot vidite, dvostopenjski, to se pravi, da
ugotovimo, da je Maj Burja prenehal mandat v odboru za mladino. In drugi predlog, ki pa je tu zapisan, vendar sta bila dva soglasja, smo jo obravnavali, vendar je kandidat, ki je tu v predlogu dobil večino glasov in tako predlagam, da občinski svet sprejme nadomestnega člana odbora za mladino in imenuje Klemna Balanča. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o prenehanju mandata Maje Burja in imenovanju Klemna Balanča za nadomestnega člana odbora za mladino do izteka mandata. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep soglasno potrjen, sprejet. Pri 9. točki smo, to je predlog sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet zavoda osnovne šole Podgoro. Gospod Jože Hlačar, predsednik KVIAZ-a, prosim za obrazložitev. Komisija je dobila 3 predloge in seveda jih obravnavala, vendar je kot prvo ugotavljala, ali je gospod Zidanško prenehal mandat v svetu javnega zavoda. Na osnovi te ugotovitve je to ta predlog in potem smo obravnavali prispela soglasja in izmed 3 je dobila gospa Jasmina Majer Furman 3 glasove, ostale pa potem 2, Mateja Slemenšek, Artič in Renata Kerovec ni prejela glasov. Torej predlagam, da za nadomestno članico predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda osnovna šola Podgoro, da se imenuje Jasmina Majer Furman. Hvala lepa, odpiram razpravo. Matej Čemer. Pozdravljam, hvala za besedo. Jaz bi predlagal najbolj v občinskem svetu že takoj začetku, da ta predlog sklepa ne sprejme oziroma ga ne potrdi. Jaz bom zdaj to obrazložil, zakaj. Dejansko, ko smo mi začeli s tem mandatom, so se postavila jasna pravila strani tako imenovane neformalne koalicije. In to je, da se upošteva večina glasov oziroma večinski sistem glede na število prejetih glasov na volitvah. In na podlagi tega so se ustanovili vsi odbori in vse komisije, vključno najprej s KVIAZ-om, potem z nadzornim odborom in dejansko vsemi odborimi, v katerih mi delujemo. In glede na to, da je bil tak nek sistem vzpostavljen, tudi jasno je bilo izraženo med predstavnikov SDS-a, SLS-a in NSI-a, da je to pač tak sistem so si zamislili, da mi ne bomo upoštevali strokovnosti oziroma najbolj primernega kandidata za določen odbor, za določeno komisijo, smo pač mi rekli v redu, tak sistem je postavljen, se ga držimo. In glede na to, da je zdaj o tem odboru oziroma o tem svetu zavoda, ki danes debatiramo, so sedaj notri že 2 člana in to sta člana SLS-a in NSI-a. In sedaj ta tretji predlagani je član SDS-a. To pomeni, da so oni zdaj svojo močjo, ki jo imajo v KVIAZ-u, se pravi, ker imajo vedno večino, izglasovali to, kar si oni želijo. Jaz sem jasno povedal na KVIAZ-u, da predlagam, da se ne glede na to, kdorkoli je tretji član, postavi en član, ki je iz tako imenovane opozicije. Ni pomembno, ali je član SMC-a, ali je član kakšne svetniške skupine, kogarkoli. Zaradi tega, ker mislim, da če smo si postavili nek sistem, se ga moramo tudi držati. Zdaj, ker je na tak način enostavno lahko govorimo samo in izključno o političnem kadriranju. Tako da jaz vam vsem predlagam, da se enkrat to ustavi in da jasno postavimo pravila oziroma držimo tega in danes tega sklepa ne podpremo. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Gospod Štromajer.
Nisem hotel preprejšnjem, ker sem preprejšnjem poznal kandidata. Zdaj pa bi spet opozoril, da smo spet postavljeni pred dejstvo imenov, priimka pa predlagatelja. Dajmo, prosim, neha to delati pri kadrovskih vprašanjih. Dajmo se vedeti, kdo so ti ljudje, poleg tega ne vajo imeni priimka. To je prvo. Pa bom to ponavljal očitno do konca mandata. Drugo pa me sam v bistvu zanima, zakaj je kolega Zidenšek odstopil, pa če ima to, kje je zvezi slučajno z opozorili strani SMC-ja glede priporočil Komisije za preprečevanje korupcije. Težko bomo razpravljali, ker njega ni. Karkoli. Jaz ne vem. Kvijas je to videl. Torej, če mene gledate, dokumenta nimam, ne, ampak je to potrovalo temu, no. Tako da, kljub vsemu, če bi bil on tu, bi verjetno potrdil to stanje in seveda zdaj kaj drugega nismo mogli narediti, ko pač njegovo željo upoštevati, ne, z ozirom na to, da je pač se bila določena opozorila strani protikorupcijske komisije, ne, in da to pač rekel ni kaznivo dejanje, no, je pa nekoliko sporno, no, tako. Hvala, če ste zadovoljni s tem. Hvala. Še kratko, na čemer? Na to, kar je rekel kolega Štromajer, jaz bi rad to povedal. Jaz absolutno mislim, da bi bilo potrebno, da bi mi pri vseh odborih in vseh teh zadevah, svetih zavodov, kjerkoli, predlagali najbolj primerne kandidate. Jaz na tem strani, jaz vsakič skušam znova to izpostaviti in poudariti, ampak vsakič znova pride strani koalicije, tako smo se mi odločili. In ne moramo debatirati mi o tem, kdo je najbolj primeren kandidat. Zdaj, če bi bilo po moje, se pravi, bi se vedno pogovarjali o vsebini, o človeku oziroma o primernosti, pa se o tem ne pogovarjamo. Tako da jaz znova ponavljam, iz tega vidika, potem jaz tudi hočem tudi na vaš račun spostaviti, da imate vi določene predstavnike nekje. Me razumete? Tako da to je replika na ta vaš predlog oziroma navajanje. Hvala, še gospod Stanko Kolar. Hvala za besedo. Zdaj pravzaprav točno na to temo s temi imeni ne bom prav dosti razpravljal, ampak bom še enkrat upozoril na vse debate in vse prelite besede, ki smo imeli takrat ob ustanavljanju Kvijaza, kjer sem jaz osebno največ izpostavljal ravno ta problem in posledice, ki se bo iz tega naslova dogajale. In tole so pač te posledice, ker dejansko koalicija z močjo večine, z močjo ne argumenta, ampak z močjo preglasovanja pač uveljavlja svoj prav. Ne vem, škoda je, da se pogovarjamo o političnem kadrovanju, ker ta beseda res ni lepa, ne? In da bi enkrat si zastavili za cilj, da res nima smisla, da v takem malem kraju se moramo ubadati s takimi zadevami, pa če tudi so nam mogoče nekateri bolj ljubi, pa manj ljubi, ne? Ampak vseeno si želimo dobre ljudi, ki bodo dobro upravljali svoje delo in na koncu, da bo rezultati res te pravi. Tako da jaz bi rekel, da Kvijas ima to popotnico, ki mu je v breme in upam, da se bojo pripombe in debate na to temo le obradile sadove. Hvala. Gospod Levart. Hvala za besedo. Vključil sem samo v ta del, ko se tiče strokovnosti. Zdaj, na koncu je tako izpadlo, da tiste kandidate, ki predlagamo mi, ali kakorkoli, no, če smo omenjeni, kot da so nestrokovnjaki in nekompetentni. Na to ne moramo pristati in se mi tudi ne zdi fair, da se na tak način to pogovarjamo. Ne, da se pogovarjamo, da je izključno z neko politično močjo, ampak tudi vsi, ki predlagamo kandidate v te komisije in v odbore, gotovo tudi izgledamo njihovo strokovnost oziroma te kompetence, recimo, ko se tičejo dela v teh odborih. No, teda na to s tem se nekako ne moram strinjati. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Čist kratka, ker zdaj to ni debatni klub. Ni debatni klub, ampak mora biti replika. Še enkrat ponavljam, strokovnost, jaz posebno ne morem biti strokovnjak na področju kmetijstva, na kakšnemkoli drugem področju, lahko pa mogoče strokovnjak na področju prava, samo iz tega vidika. In jaz pravim, če jih je več iz tega področja, če so izključno mogoče izobraženi iz določenega področja, da se bolj izmed teh gleda. Ne rečem pa, da je nekdo dal bolj nestrokovnega kot drugega, ampak če imaš večjo izbiro, boš definitivno izbral ta boljše. To je moja obrazložitev te zadeve. Še želi kdo razpravljati?
Gospod Ratajc. Mi smo ugotovili, da tudi kot naša stranka v začetni fazi konstituiranja tega sveta predlagala svoje kandidate, ki so bili izbrani, praktično noben. Tako da smo zdaj v fazi že tem, da v bistvu razmišljamo, da sploh ne bomo več predlagali, ker tak v bistvu nima smisla, da nekaj predlagamo, ljudi izpostavljamo, na koncu pa je vedno rezultat takšen, kot pač je. Jaz razumem ambicije posameznih strani, da v neke odbore dajo svoje ljudi, vendar mislim, da bi bilo dostojno in korektno, da bi se tukaj tudi kdaj upoštevalo želje, ambicije tistih, ki predlagajo nekoga drugega. To je moja Ok, hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več želje po razpravi. Zdaj je tako, predlog vija za mamo, pa ga dajmo zvagati. Predlagam, da občinski svet sprejme sklep o prenehanju mandata Martinu Zidanšku in imenovanju Jasmine Magal Furman za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Podgoro do izteka mandata. Kdo je za takšen sklep? Še za. Kdo je proti? Devet proti. Ugotavljam, da sklep ni sprejet, 9 glasov proti, 7 za. 6 za. Zaključujemo 9. točko in prehajamo na vprašanja in pobude. Najprej bi jaz napovedal naslednjo sejo, ki bo relativno kratko, že 21. aprila ob 19. uri. Glede protihrupnih ograj na obvoznici smo posredovali predlog na Ministrstvo za infrastrukturo, moram vedno pogledati, ker se spreminjajo imena. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo odgovarja, da promet na tej cesti po aktualnih podatkih ne presega določenega števila, nad katero se pač mora postaviti protihrupna ograja in torej direkcija ne bo pristopila k izgradnji protihrupnih ograj na tem odseku. V nadaljevanju pa seveda opozarja, da vkolikor bi bila sama občina želela financirati takšno protihrupno ograjo, pa treba poiskati vsa potrebna soglasja, tako da se pravi, strani države smo dobili, državnega organa smo dobili negativen odgovor. Vprašanje pa je, kdaj bomo našli proračunska sredstva za postavitev protihrupne ograje na državni cesti. Zadnjič upam, da ste kljub temi videli, ena vabila so bila za 25. obletnico podjetja Zlati grič 16. aprila, to je sobota od 10. ure dalje. Hkrati je pa eno uro prej, koliko sem jaz obveščen, ob dnevu zemlje v soorganizaciji vrtca, mislim, da tudi nekaj osnovnih šol in pa javnega komunalnega podjetja, ena prireditev posvečena dnevu zemlje. Hkrati pa imamo ob dnevu zemlje 22. aprila pri čistilni napravi ob 10. uri že tradicionalno posaditev ene lipe skupaj z otroci iz vrtca, tak simpatičen dogodek, ko simbolno prenašamo na tiste najmlajše zavest o tem, kako se je treba do okolja obnašati. In pa jurjevanje bo 23. aprila, tudi sobota, od 14. ure dalje na Mestnem trgu. V bistvu je to z moje strani pri tej točki vse. Bi pa dal vam besedo, kdo želi postaviti vprašanje, dati pobudo. Jernej Štromajer. Hvala za besedo. Strani ene občanke sem bil opozorjen oziroma naprošen, da izpostavim, da bi želela, da se na avtobusni postaji, tam, kjer je parkirišče, nasproti avtobusnega postajališča direktno, namontira ena ali pa dve luči. Namreč veliko mladih, predvsem študentov, uporablja ta prostor za tako imenovane prevoze, to je platforma delitev prevozov za Ljubljano in Maribor.
pa me je občanka oziroma kolega opozoril, da je malo mračno, sicer zdaj bo boljše, ko lepše vreme, ampak da je malo neprijetno, pa če bi lahko se tam uredila malo boljša javna razsvetljava. Se pravi, ta parking na avtobusni postaji? Ja, tam ljudje čakajo, ko so, ne vem, zmenjeni 8 ali pa kaj, pa pol v temi čakajo, pa malo neprijetno. Prav, zapisano. Hvala. Gospod Štefanič. Hvala za besedo. V glavnem vsi vemo, da v teh dneh poteka razprava o tem, da bi skrb za vodo oziroma sploh to našo splošno dobrino vnesli tudi v ustavo. Zato predlagajo celo dodatni 70a člen z dodatkom pravica do pitne vode. Vsi vemo, da si v Konjicah zelo prizadevamo, zlasti nekateri, bom kar izpostavil JKP, da bi imeli dobro pitno vodo, da bi ohranili to dobrino vseh, ne glede na strankarsko pripadnost, to vemo. In za naše bodoče rodove predlagam, da občinski svet da eno pobudo, mislim, v tem smislu, da se strinja s tem, podpira to pobudo, s tem, da bi prvo alinejo tega 70a člena spremenili oziroma zapisali tako. Zdaj piše, vsakdo ima pravico do pitne vode. Jaz bi predlagal, namreč, ker to se lahko zdaj kdorkoli, kjerkoli po svoje razlaga in izkorišča. Da bi bilo bolj smotrno, naprimer vsakdo, ki je državljan, poševnica, prebivalec Slovenije, ima pravico do pitne vode, naprimer v tem smislu. Ne. Zdaj obrazložitev v tem smislu, če vzamemo to osnovno besedilo samo, ne, lahko kdorkoli, kjerkoli zunaj pride, ja pišete, se vidite, se v ustavi piše, da ima vsakdo, torej tudi mi, pravico do pitne vode. To je pravniki, boste rekli, da je to dober hakl za te stvari. Če se strinjate, da damo na tako pobudo, če treba, mislim, Jaz pravim, predlagam, da prek stvarno-pravne komisije pripravite predlog. En tak predlog, ne? Da ne bomo zdaj posegali. Ja. Uskladite, pripravite, pa ga tudi magari tudi kot občinski svet pošljemo ali pa kot stvarno-pravno predlagamo. Da te presodi, kaj je potrebno. Skoraj mislim, da ni potrebno, da občinski svet o tem sklepa, ampak da kar stvarno-pravna komisija občinskega sveta da predlog. Zapisano, sprejeto, ja. Še želi kdo postaviti vprašanje, dati pobudo? Toka še ni zmanjkalo, tako da še lahko. Še nekaj imam, vidim, zdaj smo že dobili zraven tale obrazec za prijavo prejetega darila funkcionarja. Različno tolmačijo to stvar, jaz sem sam nekako bil tudi blizu tega, ko se je dogajalo, ko so še delali. Zdaj, tole mislim, da je prišlo tako, kakor piše. Nesmisel je, si bom župana sposodil, ima na primer rojstni dan in je dobil od prijateljev, kaj vem, eno darilo, ki je vredno 26 evrov, na pamet vidim. Popoln nesmisel je, da bi on to prijavljal takole. Ker začelo se je pravzaprav s tistim katarskim emirjem, če se spomnite 2 leti nazaj. Delal sem v taki službi, ki je bila tudi kolegica in je dobila eno darilo, pa 8 policajev je bilo in tako naprej. Zdaj pa takrat so seveda nevoščljivci so si to narobe razlagali. Eno je, ko gre funkcionar z darilom nekam na obisk, z darilom, ki je bil kupljen iz občinskih sredstev, iz državnih sredstev podobnih in da pač kot vljudnostna stvar kolegu, županu, predsedniku nečesa in dobi nazaj podobno darilo. V takem primeru je to darilo seveda občinsko, državno in tako naprej. Nikakor pa
nima smisla. Že takrat so ugotavljali, tisti policisti so bili vsi oproščeni, če se spomnite, da tako darilo, ko so jo dobili, ne, to ni bilo tisto darilo funkcionarju, ampak tako. Igrala je pa veliko vlogo neučtljivost, tako da to je bolj pobuda v tem smislu, da ne bi se kdorkoli trudil, vključno županom. Izjavo je treba, da se taki nesmisla še velik, ne. Ja, mislim, namreč, če bi tistega zasuli vsem tem, kar hočemo, ne, oziroma kar hočejo, kar je velik nesmisel, potem ne vem, se ne bodo več zašli iz tega. Te države je veliko nesmislo, Peter. Vem, da je veliko nesmislo, vse zato nekje treba rezati nesmislo. Gospa Milena Poklič, Brečko. Hvala za besedo. Rada bi samo dala alinejo predlogu Domajerja po istem parkirišču pobuda še drugega občana, da se uredijo digitalne označbe. To pa bo zdaj, ko bo sonce začnejo. Je pa prav, da se zapiše. Prav, še imamo kaj? Ugotavljam, da ne. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in da to, da smo na svetlem spravili to sejo pod streho. Hvala lepa.